digitalizacija ni in ne sme biti sama sebi namen. Digitalna orodja imamo tukaj, da nam poenostavijo življenja, da nam prihranijo čas, denar in tudi kar nekaj živcev. Prav zato jih moramo videti kot veliko priložnost, pa čeprav nas vse, kar je novo, velikokrat rado zbega. Dejstvo je, da tehnologija napreduje iz leta v leto. Naši avtomobili so čedalje varnejši, naši pametni telefoni so čedalje pametnejši in vesolje že danes postaja nova turistična destinacija. In kar se mi zdi najpomembnejše je to, da je ta napredek najbolj čutiti na področjih, ki so za nas ključna. To sta medicina in farmacija. In tudi zato imamo danes na voljo celo vrsto varnih in učinkovitih cepiv proti COVID-19. Lahko rečemo, da prav zaradi tega velikega napredka se poštevanko naučimo v šoli, digitalne veščine se pa učimo vse življenje. A težava je v tem, da Slovenija na tem področju nažalost zaostaja za večino Evrope. Po podatkih Evropske komisije, zgolj nekaj več kot polovica naših prebivalcev v starosti med 17 in 74 letom pozna vsaj osnovne digitalne veščine. No, in prav zato je Simbioza nekaj izjemnega. Gre za pionirsko pobudo, ki že desetletje krepi digitalne veščine naših ranljivih skupin s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja. Kar je pa še boljše, je pa to, da vse to počne na inovativen, simpatičen in pa izjemno povezovalen način. Ni čudnega ni torej to, da so njihovo izjemno poslanstvo in trud prepoznali ne samo številni domači, ampak tudi tuji partnerji. Draga Ana, dragi Žiga, draga ekipa Simbioze, veliko čast mi je, oziroma lahko rečem, da sem presrečen, da lahko danes praznujemo ta pomemben mejnik skupaj. Prav tako sem hvaležen tudi organizaciji Google.org, da je ne samo prepoznala izjemno poslanstvo Simbioze in ta pomemben projekt, ampak da se tudi v takšni meri zaveda pomena vseživljenjskega učenja digitalnih veščin. Rad bi na koncu poudaril, da so prav odpravljanje digitalne izključenosti in pa vseživljenjsko učenje digitalnih veščin moje absolutne prioritete. Na tem bomo delali kar nekaj projektov v okviru novoustanovljene vladne službe za digitalno preobrazbo. Prizadeval si bom za uvedbo digitalnega bona, s katerim boste lahko starejši, pa tudi ostali, dostopali do tečajev digitalnih veščin. Prizadevali si bomo tudi za številne druge iniciative in podpirali organizacije, kot je Simbioza, zato da lahko s svojimi programi dosežejo čim večji del našega prebivalstva. Digitalne veščine so stvar celotne družbe, zato ne smemo pustiti nikogar za sabo. Morda bi na koncu poudaril samo še to, da je strah pred digitalizacijo absolutno odveč. Svet namreč ni eden, svetova sta dva. To pomeni, da bomo še naprej ohranili vse tradicionalne načine upravljanja upravnih in drugih storitev. Še vedno boste lahko naročili novo osebno izkaznico na okencu v upravni enoti. Prav tako se boste še vedno lahko naročili pri zdravniku prek telefona. Za vse tiste, ki jim pa spletni način upravljanja storitev bolj ustreza, pa bomo napravili sistem, ki jim bo to tudi omogočal. Skratka, izbira bo vedno prepuščena vsakemu izmed nas glede na naš nivo znanja digitalnih veščin in na to, kaj nam konec koncev najbolj ustreza. Še enkrat iskrene čestitke ekipe Simbiozi, ne samo za 10. rojstni dan, ampak tudi za ta današnji podvig. Želim pa tudi vsem oskrbovankam in oskrbovancem, da čim prej naberejo čim več novih in pa uporabnih znanj. Korajža velja. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Včasih nas kdo vpraša, zakaj delamo vse to, kar delamo. Ker verjamemo, da je prihodnost v medgeneracijskem sodelovanju, ker povezujemo generacije in ker želimo spremeniti svet na boljše. Z iskricami v očeh, s toplimi stiski rok, z nasmehi na obrazi. In verjamemo v to, da bomo še naprej povezovali Slovenijo.
ker delamo srčno in v simbiozi. Hvala vsem, ki skupaj z nami pišete to zgodbo in spreminjate svet na boljše. Hvala.